Prvo tekmo osmine finala slovenskega pokala sta v Dekanih odigrala vodilno moštvo tretje slovenske nogometne lige Zahod ter šesta ekipa prve lige Telekom Slovenije Velenjski Rudar. V prvem polčasu smo zabeležili 3 zanimive situacije. Najprej v 6. minuti srečanja tole prerivanje, zaradi katerega je povsem ponorel napadalec Velenjskega Rudarja Uzek Bunam, ki so ga kasneje uspeli pomiriti šele njegovi soigralci, ki jih je pustil na cedilu. No, omembe vredno je tudi to, da je rumeni karton prejel domači branilec Matej Pirjevec, ki je v nadaljevanju prejel še enega in prav tako tekmo končal v slačilnici predčasno. Sicer pa smo v prvem delu videli vsega 2 strela proti vratom. Za Velenjskega je v 30. minuti srečanja poskrbel Leon Črnčič. Zaradi nespretnega posredovanja vratarja Borivoja Rističa, ki je z roko igral zunaj kazenskega prostora, pa domači nogometaš Matic Reja. Tule je rumeni karton prejel velenjski čuvaj mreže, Matic Reja pa je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa za las meril mimo desne vratnice vratarja Rističa. Če je bil z akcijami skromen prvi polčas, je bil zato toliko bogat drugi. Pirjevec, ki je poskrbel za rdeči karton Uzek Bunama, je s tole podajo zaposlil Luko Stepančiča, ki je v 55. minuti srečanja poskrbel za šok v vrstah prvoligaša ter Jadran povedel vodstvo z 1:0. Ob polčasu je gostujoči strateg Krčmarevič opravil 2 menjavi in da bi bil lahko eden glavnih adutov, je v 18. minuti nadaljevanja Sven Dodlek dokazal s temle strelom, dokončno pa potrdil v 22. minuti nadaljevanja. Jahič je začel akcijo s predložkom z desne strani, zaključil pa jo je mladi rezervist Sven Dodlek, ki je z neposredne bližine z glavo premagal vratarja Anžeta Rupnika ter rezultat izenačil na 1:1. Nov šok za domače je sledil 9 minut kasneje, ko je v 76. minuti srečanja Pirjevec zaradi tega prekrška dobil drugi rumeni karton. Da, to je mož, ki je bil asistent pri zadetku domačih in mož, ki je poskrbel za rdeči karton Uzek Bunama že v 6. minuti. Toda zdaj so bile moči na igrišču izenačene in Velenjčani so krenili še v zadnjo ofenzivo. Že skoraj da izgubljeno žogo je Sven Dodlek vendarle uspel priboriti. Na koncu je takole še en rezervist Bojan Vručina žogo nekako vendarle uspel oddati do Dominika Glavine, ki je streljal nevarno, je bil Anže Rupnik na pravem mestu. Nato je sledil kot. Trifkovič je žogo podal v kazenski prostor, še enkrat pa se je izkazal domači mož, ponovno po strelu z glavo Dominika Glavine. Vručina je takole iz prostega strela žogo podal v gnečo in tresla se je tudi prečka. A vse to ni bilo dovolj za zadetek, da bi po 90 minutah Velenjčani odločili zmagovalca. So ga pa zato v sodnikovem podaljšku, natančneje v 37 sekundi sodnikovega dodatka, ko se je še enkrat proslavil rezervist Sven Dodlek, ki je takole odlično izkoristil asistenco Damjana Trifkoviča in z 2 zadetkoma pripravil preobrat za napredovanje Velenjskega Rudarja v četrtfinale slovenskega pokala.